Gospod Fištrec, najprej čestitke za zmago na nadomestnih županskih volitvah. Bilo je sicer slišati veliko kritik glede volilne udeležbe, nekje dobrih 32%, ampak konec koncev vi ste dobili dobrih 15,000 glasov, približno toliko, kot je bilo vstajnikov, ne? Torej, lahko sklepamo, da tisti, ki so si zares želeli spremembe v mestu, so šli na volišča. Kako vi to komentirate? No, to je zdaj bilo več vprašanj. Prvo je teh 32%. Jaz bi povedal, da so javnomnenjske raziskave napovedovale dosti višjo udeležbo. Dobro, naša interna raziskava je napovedovala tako udeležbo, ampak sem mislil, da se motimo. In te napovedi, ki so ukazali, da želijo volivci množično iti na volišča, so se očitno v zadnjem trenutku so si premislili in mislim, da se teh 32% ima toliko večjo težo. Ravno zaradi tega, ker za temi 32%, ki so po starem ali pa znotraj tradicije pomenili nekako prevlado, rečemo temu, starih konceptov, so torej za temi nizkimi odstotki, za temi 32% naredili dve genialni zadevi. Prvič, da sem bil izvoljen v prvem krogu kot neodvisni kandidat, drugič pa dali jasno lekcijo ali pa jasno sporočilo svojega nezadovoljstva z obstoječim političnim sistemom, ne samo tukaj znotraj lokalne skupnosti, ampak tudi širše. No, tudi sami ste bili eden izmed vstajnikov oziroma nezadovoljnih državljanov. Enkrat ste celo vstajnike tudi nagovorili, pa me zanima, kako boste probali zadržati to distanco do vstajnikov, ki vas v bistvu vidijo kot sebi enakega, da ne postanete na nek način njihov ujetnik glede županovanja. No, vstajnike sem nagovoril na 3. pa 4. vstaji, torej 2-krat, ampak se to ni tako pomembno v tem, da bi se zdaj prerekala, ne, ali je bilo 1 ali 2-krat, ne. Jaz ne morem reči, da sem vstajniški kandidat na način, da bi me vstajniki, ne vem, za referendum predlagali za kandidata in tako naprej. To je bil zelo dinamičen proces. Želel sem, da bi bil čim bolj legitimen predstavnik vstajniških skupin in vstajniškega gibanja. Tako da lahko pa rečem z gotovostjo, da zastopam duh vstajništva mariborskega in da želim ta duh ohraniti. In tudi želim nekako institucionalno sodelovanje z vstajniškimi skupinami ohraniti. To pomeni, da bom imel vstajniški sosvet, kjer bodo predstavniki vstajniških skupin in se bomo potem tedensko, oziroma tedensko mesečno srečavali, pogovarjali, me bojo kritizirali in bom pojasnjeval. Tako da bo ta distanca nekako tudi institucionalna, ne? Torej, da ne bo samo na osebni ravni. Nekdo mi je bliže, nekdo mi je manj blizu ali kako tako. Tako da mislim, da skozi to bo nekako, pa tudi z sestavo ekipe, ki delno tudi prihaja iz vstajniških vrst, bom nekako vzdrževal stik in istočasno distanco skozi te občinske institucije do vstajniškega gibanja. Ker vstajniško gibanje v Mariboru ni zaključeno. Zdaj, kako se bo potem naprej razvijalo. Zdaj, en iztek je bil, so bile gotovo te volitve. Te volitve so bile unikatne, ne samo za Slovenijo, ampak tudi širše za Evropo. Tu je Maribor naredil prvi korak v smeri sistema političnega, s tem, da je to, da moramo se pač tudi zavedati potem vseh omejitev, ki iz tega izhajajo. Torej, ta korak je bil storjen, ampak istočasno sam sistem postavlja omejitve vstajniškemu duhu. No. In je zdaj zelo pomembno vprašanje, v kolikšni meri se bojo mariborske strukture lahko delno prilagodile vstajniškemu duhu in tudi v kolikšni meri se bodo lahko slovenske ali pa evropske strukture prilagajale naprej vstajniškemu duhu, ki po Sloveniji in Evropi še naprej živi. No, ko govorite o tem, da vstajniški duh še živi, vstajniki so v bistvu zahtevali tudi odstop celotnega mestnega sveta in govori se o spet novih protestih proti netransparentnemu mestnemu svetu v mestni občini Maribor. Pa me zanima, kaj lahko ponudite tem vstajnikom?
Ja, kolikor vem, bo protest 5. aprila in moja stališča v zvezi z mestnim svetom so jasna, se po volitvah niso spremenila. Menim, da je mestni svet nelegitimen, da bi v trenutku odstopa bivšega župana moral tudi samo odstopiti oziroma se samo razpustiti, ker je z županom tudi sam izgubil funkcijo, ker župan je imel v mestnem svetu večino. Ne. Tako da imamo za eno tako absurdno situacijo, ko župana ni, župan pa ima še večino v mestnem svetu. Ne. Tako da to se vidi, da z vidika politične kulture pa političnega obnašanja to ne gre z roko v roki, to ne gre skupaj. Zdaj, kako bo pa sam protest potekal, to pa ne vem in tudi ne vem, kako bo, ker nisem organizator, ne? In tudi ne vem, kako se bodo odzvali mestni svetniki, ker je to stvar njihove presoje, njihove odgovornosti. V vsakem primeru pa vsak nov dogodek, ki se veže na mestni svet, daje mestnim svetnikom, meče na njih določeno luč. Zdaj, ali s tem zvišujejo svojo legitimnost ali zmanjšujejo pa stvar presoje aktivnih državljanov. Torej, s čim se boste zdaj v bistvu morali najprej začeti ukvarjati? Z sanacijo starih problemov, ki jih je povzročil odstavljen župan, ali z novimi programi in novimi rešitvami? Ja, sanacija bo na več ravneh. Nekaj sanacijskih del bomo lahko opravili župan in njegova ekipa. Veliko teh del pa morajo opraviti drugi državni organi, ki se s tem že ukvarjajo. Zdaj kot prvo, kar se tiče dela mestne občine, kot prvo bom najprej odpravil sistemizacijo, ki je bila sprejeta tik pred volitvami, s katerimi so želeli dodatno zaposliti nekatere ljudi v mestni upravi, ki tega statusa zaposlitvenega predtem niso imeli. To je nehigienično in to bomo odpravili. S tem bomo začeli iskati optimalno rešitev za delovne procese v mestni občini. Upam, da bom s tem dejanjem in z revizijo, ki bomo začeli, dal jasen signal upravnim delavcem, da mislimo resno in da želimo podpirati strokovno delo. Na ta način bi radi prebudili potencijale, ki so na mestni občini, ki so bili pa zdaj neutralizirani ali onemogočeni. Drugi pomemben del, ki je morda drugi pomemben del so socialni programi, ki jih bomo takoj štartali. Torej takoj želimo začeti izvajati programe skupaj z nevladnimi organizacijami, kot so Banka hrane, Banka prostovoljstva, skupnostni vrtovi. Takoj želimo podpreti socialne programe, ki v mestu že potekajo, so pa bili z meni neznanih razlogov, se je denar zanje v letu, ko se socialna stiska povečala, se ta denar zmanjšal. Torej želimo takoj to situacijo spremeniti, tako da bodo programi recimo Centra za socialno delo lahko normalno potekali in tu so potem humanitarne organizacije, ki dodatno rešujejo ali pa gasijo to socialno stisko v mestu, kot Rdeči križ, Karitas ali druge humanitarne organizacije, ki bodo z nekimi prerazporeditvami, ki jih lahko naredimo takoj, lažje gasile socialno stisko mesta. No in koliko pa je recimo lahko sploh župan, ki ne govori istega jezika z mestnim svetom, močen? Mislim, ker neki občutek je, da na občini nimate veliko zaveznikov. Jaz mislim, da je zaveznikov več kot videti na prvi pogled. Drugič pa iz te kampanje zbiranja podpisov, da sem se kvalificiral sploh za županskega kandidata in iz te volilne zmage sem se naučil, da ima vsak dan jutro pa večer in da se pa v mestu veliko zgodi. In zdaj je zelo težko razmišljati recimo za 14 dni naprej, kako bo na seji mestnega sveta, ko me bodo potrdili za župana, ker se bo do takrat še veliko spremenilo. V osnovi se pa že je veliko spremenilo. Torej postal sem novi župan mestne občine Maribor
in to deluje samo po sebi. Torej, in to pomeni, da so se silnice, socialne, kulturne, tudi politične silnice v mestu spremenile in zdaj se vzpostavlja novo ravnovesje. In jaz sem v svojih nastopih sem bil jasen, ljudje so me lahko sedaj spoznali tudi po volitvah, torej vidijo, da moja, rečemo temu, retorika ni bila zgolj predvolilna, ampak da to, kar sem govoril pred volitvami, ponavljam tudi sedaj po volitvah, da torej resno mislim, da tudi z ekipo resno mislim in temu se bo treba prilagoditi. Torej, ni samo vprašanje, kaj bom jaz, kako bom jaz z mestnim svetom, ampak meni je bolj pomembno vprašanje, kako bo mestni svet z menoj. In to je tudi vprašanje, ki ga bi bilo, po mojem, ki si ga zastavljajo številni mestni svetniki. Ker konec koncev gre za Maribor in mestni svetniki so v mestnem svetu zato, ker so volivce v nekem trenutku prepričali, da jim tudi njim gre za mesto.